Se pravi, kaj so simboli? Kaj če vam jaz rečem, da je vse, kar obstaja, je simbol? Vse. To je simbol, to je simbol, to je simbol, vse. Zdaj, ni še en natek. Črka je simbol, številka je simbol, vse je simbol. Kaj če vam rekel, da sploh ne more drugače funkcionirati, kot da dela simbol. Ti si simbol zame nečesa, ti si simbol nečesa. Razumem? Tako je to on pospravil. Mateja je taka, pank, jaz zdaj vem, obvladam. Kako je človek kompleksen, jaz obvladam, ti si taka, on je tak. In mi smo poštivali svet, obvladujemo, se počutimo varni, ker še je preveč neznanj. In če nekoga ne moramo prečitati, ker je enkrat tak in ker enako, ki ni pravila, ni ničesa, ni vzorca, ne nič, je pa ga je prav najmanj križati. Pa je pa navaren, se unga, on je hinavc. Razumete, zakaj je vse simbol? To je zelo pomembno, če ste to dojeli, zakaj je neki simbol in kaj simbol nosi in zakaj je do vsakega od nas simbol nekaj drugega, ista stvar nekaj drugega, mi smo šli z mizo. Miza je simbol nečesa. Ko sem jaz povedal ono zgodbo, je ta miza postala nekaj drugega, vsaj potencialno. Učilnica ali pa mašina za užitek. Tako, doprej niste gledali te mize tako. Zdaj, kadarkoli boste zagledali tako mizo... Vsako mizo pa Ko sreča dolga fanta, še kak imamo mizo. Razumete? Razumete, zakaj je to simbol? To je pa neki vrste jezik za nas. To je jezik uma. Tako funkcionira. In otrok, če vi bi prišli na Mars, če vi prišli z Marsa, tam nimajo mis. Kaj bi bilo to? Vprašaj. Koliko časa? Dokler mu ne bi razložili simbole. Ko mu razložili simbol, bi bil to, kar je bilo zakrito, bi bilo razkrito, ali pa telefon, ali pa ne važno kaj, in bi postala stvar bolj jasna. To so v resnici simboli. Zakaj je pomembno, bomo prišli potem kasneje naprej. Mi s temi simboli, recimo včasih, čas nazaj, hebrejska abeceda, recimo bet, kar je približno naša črka B, pomeni vse, kar nekaj v sebi zadržuje. In če si ti rekel bet, je to pomenilo lahko, to je bet, kar nekaj lahko zadržuje, to je bet, tisto je bet. Razumemo? Vse, kar v sebi nekaj zadržuje. In zato, ko so oni uvezali neko besedo, aba, oče, alef, bet, alef, ko so to povezali, je to imelo veliko globlji pomen, zato ker je bila abeceda, črke so bile še žive. Ne samo besede, danes recimo črke niso več žive, praktično, in samo vemo, da samoglasniki imajo več energije kot soglasniki. Težko rečemo, ga moraš na kratko, to teče, to so črke energije. Obstajajo, da rekel, še drugi simboli na telefonu. Tukaj boste malo lažje razumeli. Če vam ne povede, kaj je tista ikona, kaj se bo zgodilo, ko boste na tisto ikono klikali, da ste dobili pošto, ko kliknete na M, ko bo sprašal oni, kaj je tisto M. Če bo česa je M, kaj ne ti rečem, M je. V resnici pravi to nekaj drugega. Potem imamo cel kup nekih drugih simbolov na računalniku. Dokler ne veste, simboli zakrivajo, vi ne veste uporabljati računalnika. Če ko veste, kaj pomenijo te ikone, kaj se bo zgodilo, ko boste
pomaknil koš, bo šlo bye, ne. Pa ne nujno, če veš nekaj drugega, ne, da se to lahko tudi sprazni nazaj ven, ne, da lahko narediš tako, da se nikoli več ne sprazni ven in podobno. To so iniciacije v košek, v računalniku, v tistem delu. Ne. Da imamo take simbole, ki so res simboli, ko nekaj povejo, tle je telefon, tle je, ne vem, take pomoč za starejše, tam ne smeš parkirati, tam je za invalide in podobne stvari. Ampak če nam nekdo ne pove teh zadev in še celo vrste drugih, kaj pomeni beseda, kaj ve otrok, kaj pomeni tata, mama, roža, kava? Nič. Dokaj mi ne razkrijemo tega simbola otroku, ki ga bo potem povezal še s čustvenim in informacijskim nabojem zraven, je to vprašanje. Bo povezal mogoče z intonacijo staršev, pa kako se je počutil, pa kaj so starši oddajali. In če vsakokrat, ko bo slišal besedo mama zraven začutil eno tako negativno energijo in tako dalje, ja, verjetno ona mama ne bo lih prijetna beseda, tudi ko imamo 50-70 let. Ker pomembno je, da razumete, da vsi simboli, ki jih mi imamo, ko jih kupimo, jim damo informacijo in jim damo energijo in damo čustven naboj. Mentalni del pomeni informacijo, čustven del pomeni energijo. Telesni del pomeni udejanjenje. Zdaj, če gremo recimo na mejne znanosti, astrologijo, alkemijo in tako naprej, potem dobite en cel kup enih simbolov, ko nekateri mislijo, da vejo, kaj pomeni, pa ne vejo, recimo, in podobne stvari. In tisti simboli, ko ne vemo, kaj pomenijo, so zakriti, zakrivajo. Nekdo ve in čeprav vsi vidimo, mi ne vemo, kaj je tukaj prebrati. To je pismo. To je pismo. Če bi en alkemist pisal drugemu, bi napisal pismo in drugi alkemist bi to znal prebrati. Mi tega ne znamo. Samo gledamo. Zato, ker nam ti simboli ne razkrivajo. Zakrivajo. To je simbol, to je simbol, to je simbol. Razumete? Z vsako stvarjo imamo mi nek koncept, neko predstavo, nek nivo zavedanja. Kaj to je? To je lahko neka slikca za nekoga, za nekega znanstvenika je to veliko več, pa ne nujno zato, ker se misli, da je prav, in podobne stvari. Se pravi, mi vam lahko damo to dvoje. Praksa vam dala to. Mogoče kakšno zavedanje bi lahko sprožimo, ampak če boste pogledali, je že neki prakse noter v tem. Naredimo neke vaje, pa vas pripeljamo v neko stanje, v kaj takega. Je že neka izkušnja noter, ki jo mi naredimo umetno. In zdaj vi lahko nekaj funkcionirate tukaj, zato ko vam povemo neke ključe, vzvode, ne vem kaj, ne pravil, če gledate, mi se izogibamo pravil, ker zmeraj zapeljejo v napačno smer, ker življenje je preveč živo in tako naprej. Če pa vi imate zavedanje, o nečemu vas nič ne more zapeljati. Nič. In ne rabite pravil. Vi imate zavedanje, veste točno, kaj pomeni. Kaj prinese, kaj odnese. Kaj se dela, kaj se ne dela. Ne rabite zakonov, ne rabite policajev, vojakov. Nič. Veste natančno, zakaj gre.